Večerovi dueli, volitve 2026. Voditelj Tomaž Ranc. Spoštovane in spoštovani, dobrodošli na tretjem Večerovem soočenju, Večerovem duelu pred parlamentarnimi volitvami. Tokrat bomo videli dvoboj na levi oziroma levi sredini, bomo videli, kam se bosta gosta pozicionirala, in sicer sta z nami Matevž Frangež, Socialni demokrati, Bravo. Poslanec med mandati 2008-2014 in aktualni državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Lep pozdrav. In pa Miha Kordiš, tudi že kar dolgoletni poslanec, lahko rečemo od 2014 iz tabora stranke Levica, ki pa ga je izključila in zato se je novembra podal na novo pot stranko Mi socialisti. Lep pozdrav tudi vam. Živijo. Torej, mogoče kar začnemo s to gnečo na levici, jaz temu rečem, in zato takoj v izhodišču vprašanje. Gneča je pravzaprav tako na levici kot na desnici. Na levi strani imamo Socialni demokrati, nato Levica, pa zdaj prerod Vladimirja Prebiliča in zdaj še Mi socialisti. Ali vse skupaj to, gospod Frangež, ne pomeni usodnega drobljenja na levi, kar bi lahko na koncu omogočilo desno vlado? No, vkolikor so te razlike plod različnih vsebinskih konceptov, s tem nič ne vidim narobe. Seveda pa bi bilo dobro za politični prostor, da tako kot imamo močnega hegemona na desnici, imamo tudi na levi sredini močno in organizirano politično silo. Upravljanje z državo in politika sama pač ni enostaven posel. Gre za kompleksne operacije, za katere je treba biti dobro pripravljen in dobro organiziran. Šibljenje političnih strank, in v Sloveniji spremljamo vsaj desetletje tega procesa, ni dobro ne za razvoj leve sredine, ne za obstanek in razvoj demokracije kot tak. Gospod Kordiš, kako pa vi vidite? Je to drobljenje ali je to nek normalen razvoj razmer na slovenskem političnem prizorišču? Ja, levi volivci še nikoli niso zapustili levih političnih sil, pač pa so politične sile, ki same sebe razumejo kot leve, v resnici pa delujejo kot sredinske, so tiste, ki so zapustile svoje volivce. In zato se sedaj znova soočamo z grožnjo, o kateri praktično vsak dan poslušamo, da se bo na oblast znova povzpela vlada Janeza Janše. To ni posledica nastanka novih strank, levo od sredine, marveč je posledica tega, da imamo v temu trenutku po 4 letih aktualne vlade najbolj policijsko državo do zdaj, najbolj militarizirano državo do zdaj in najbolj antisocialno državo do zdaj. In to so politike, ki se bodo nadaljevale, ne glede na to, kateri hegemon, bodi si sredinski, bodi si desni, bo potegnil naprej. In tu mi socialisti vidimo svojo vlogo kot edina resna leva stranka, da zagotovimo politično reprezentacijo trdnih levih glasov in politični pritisk, ki lahko poskrbi, da se bodo politična razvojna pota usmerile iz desne v smer solidarnosti, ker same od sebe se ne bodo. Gospod Frangež, bi morali vi morda bolj na levi rob. Pravzaprav najprej se vam je zgodila Levica, zdaj se je Levici pravzaprav zgodil Miha Kordiš. Kaj se pravzaprav dogaja s Socialnimi demokrati, da od časa Boruta Pahorja, ko so vodili vlado, so pravzaprav zdaj nekako tam v boju za 3., 4. mesto in ste v bistvu vi zapustili levo opcijo in se premaknili preveč proti sredini? Mislim, zgodovinski razvoj, in tukaj bi se z Miho strinjal, v socialni demokraciji se je zgodil Borut Pahor. In zaradi tega je v nekem zgodovinskem obdobju nastala najprej Levica in nato nadaljnje drobljenje na levi sredini. Ampak takrat ste vodili vlado. Takrat smo vodili vlado, spomnimo, v nemogočih gospodarskih okoliščinah, v času največje gospodarske in finančne krize v svetu. Država na to krizo ni bila pripravljena, predvsem zaradi slabega upravljanja države predtem, spomnimo skokovito, rekordno naraščanje zunanjega dolga, ki pa je bil posledica privatizacije in tajkunizacije do tedaj javnega premoženja, in država je v finančno krizo prišla docela nepripravljena. Tudi zato smo takrat plačali visoko ceno, ob sanaciji te krize plačali visoko ceno, in logično je, da je v bistvu nastal leva reakcija na procese, ki jih je takrat morala opraviti
socialne demokracije. Moj recept ni, da moramo iti v levo, mi moramo ostati zvesti socialdemokratskim vrednotam in našim tudi tradicionalnim receptom. Je pa res, da živimo v realnem svetu, živimo v realnih globalnih okoliščinah in zdaj vidimo čas velikih sprememb in menimo, da je državo in našo skupnost potrebno upravljati bolje z levimi pristopi, z socialdemokratskimi izhodišči, ampak vendarle dovolj pragmatično, da pri tem poskrbimo za našo gospodarsko prihodnost. No, pa bom tako vprašal, kaj pa je vaša ključna razlikovalna točka na levi? Po čem ste, gospod Kordiš, vi drugačni recimo od socialnih demokratov? Sem verjetno edini politik v zadnjih 30 letih, ki se ga je oprijela karakterizacija, da je načelen. Stojimo za tistim, kar zagovorimo. In po naših političnih prioritetah smo mi socialisti mirovna stranka, smo ekološka stranka in smo socialna stranka. Kot že omenjeno, to niso politike, ki bi gledali v zadnjih 4 letih. Da, zelo veliko se o teh vrednotah govori, dela se pa popolnoma nasprotno. Mi socialisti smo se organizirali točno zato, da še v praksi zagotovimo politični glas in politično držo, ki lahko odreši Slovenijo militarizma, draginjske krize, ki pesti ljudi in podnebnega zloma, v katero je pahnil pravzaprav celoten planet. Ampak tudi socialdemokrati pravijo njihov program Dogovor za mir, kar imate tudi vi v vašem programu, razvoj in blaginjo, povrniti zaupanje v varno prihodnost, inovativno gospodarstvo v korist vseh, socialno varnost skozi vsa življenjska obdobja. Pravzaprav vidim tu neke sorodne stvari. Beseda vse prenese. Praktično vse trenutne vladne stranke pravijo, da so na stališču miru. Tudi pravijo, da so na stališču socialne pravičnosti in državljanskih svoboščin. Dogaja se nam pa kaj? Rekordna nabava orožja za NATO pakt. Vedno večje upletanje Slovenije v vojno v Ukrajini. Še več, ta vlada nas je podpisala pod 4 milijarde evrov na leto za interese NATO pakta. To je kar petina državnega proračuna. Seveda vse to gre na škodo blaginje državljank in državljanov v domovini, samo zato, da se podpira neke zahodne ameriške interese in vojskovanje NATO pakta okrog po svetu, ki nam kuha nove konflikte. Gospod Frangliš, tu ste kar neposredno izvani, kar dal besedo. Koncepte podpreti z dejanji. Torej, vi škodite blaginji? Mislim, nikakor. Socialni demokrati smo prav tako socialna, mirovna in okoljsko odgovorna stranka. Smo pa tudi stranka razvoja. Predvsem pa razumemo, da živimo v realnem svetu, da je sicer simpatična ideja o tem, da ukinemo kapitalizem, vendar je v slovenskem gospodarstvu, ki je izrazito izvozno naravnano, 86% našega torej BDP v osnovi ekvivalenta ustvarimo z izvozom, na drugi strani pa smo del povezanega globalnega sveta. Mi menimo, da je Sloveniji mesto v zahodnji Evropi, sredi najbolj demokratiziranih in naprednih držav. Želimo pa razvijati seveda socialno tržno gospodarstvo. Gospodarstvo, ki bo odgovorno do človeka, ki bo odgovorno do zaposlenega, ki bo vsakomur zagotavljalo največjo možno socialno varnost, ampak vendarle tudi gospodarstvo, ki bo spodbujalo realizacijo vseh talentov v smeri visoko produktivnega, tehnološko naprednega gospodarstva. Ampak, gospod Frangoš, zakaj se vam je pravzaprav gospodarstvo v tem mandatu postavilo na okope? Nekako je razumljeno, da ima vaš minister Han dobre odnose z gospodarstveniki, ko pa pogledaš potem glavne novice, pa vidimo, da je gospodarstvo proti božičnici, se zelo usmerilo proti božičnici, socialnim transferjem in tako naprej. Ja, mi smo glavnino tega mandata dobro upravljali nekako ravnotežje med potrebnimi korekcijami in spremembami na socialnem področju, na drugi strani pa seveda tudi pričakovanji in zmožnostmi gospodarstva. V zadnjih mesecih pa se je to zaostrilo, še posebej po napovedi božičnice in dvigu minimalne plače. Jaz podpiram in eno in drugo potezo. Vsakemu gospodarstveniku, ki oporeka minimalni plači,
ga vprašam, a bi ti delal za Jurija. Vendarle pa je potrebno razumeti, da se v trenutnih gospodarskih okoliščinah soočamo z relativno kompleksno situacijo. Ne gre za to, da smo mi zdaj nekega cikla in da je mogoče cikl v tem hipu obrnjen navzdol. Ne, Evropi in Sloveniji kot izrazito dobaviteljski ekonomiji se ukvarja strukturna sprememba. Spreminja se karakter ključnih industrij, na čelu z avtomobilsko industrijo, v katere mi dobavljamo svoje izdelke in rešitve. In v tem pogledu tisto, kar me skrbi, je, da to palico, super bi bila, če bi bila ta palica vrba, polna življenjskih sokov, ne pa precej toga, palica, ki se lahko zlomi. In razumem refleks gospodarstva, da si želijo dogovora in tudi zato Socialni demokrati na prvo mesto naših ambicij postavljamo močar družbeni, socialni in razvojni dogovor, kjer je skrajni čas, da se v tej državi celovito in celostno dogovorimo o ključnih reformah, ki jih potrebujemo, začenši z korenitim davčnim presodoverjem. Gospod Kordiš, zanima me tudi vaše stališče z položajem gospodarstva in tem odnosom gospodarstva do vlade. Ne? Vladimir Prebilič je v prejšnjem soočenju dejal, da si ne želi tega domala razrednega boja, ki je po njegovem trenutno proti gospodarstvu. Kaj pa vi menite? Bi morali odnos z gospodarstvom še bolj zaostriti, morebiti, oziroma ali je to v privilegiranem položaju napram delavstvu? Jaz pravzaprav ne razumem vse te drame, ki jo zganjajo lastniki kapitala. Ker vsi kazalci, vsa statistika pravi namreč ravno nasprotno. Kupna moč delavskega razreda, in tu razumemo zaposlene v vseh panogah, razumemo ljudi z rednimi pogodbami v javnem sektorju, tiste, ki delajo na SP-jih in tako naprej. Kupna moč tega delavskega razreda je padla v zadnjih 4 letih. Na drugi strani so se pa rekordno zvišali čisti dobički kapitala. Mislim, da smo po zadnjem umerjanju na 6,7 milijarde evrov letno, samo banke so zabeležile več kot milijardo evrov čistega. In po vašem mnenju je vlada celo preveč z roko v roki s kapitalom? Kot rečeno, so vse statistike, vsi podatki to potrjujejo. Cene so šle gor v teh 4 letih za 1/3, za vse osnovne dobrine. Za temeljne živila, za moko, za kruh, za cukor, za makarone in tako naprej, a so se za 1/3 dvignili prihodki delavskega razreda. So se dvignile plače, so se dvignile pokojnine, so se dvignile štipendije. Ne, niso se. Kam je šla razlika? No, delno zagotovo so se. Bila je tudi reforma plač v javnem sektorju in tako naprej. Ki ne dohiteva te draginje, hkrati pa to draginjo prehitevajo dobički kapitala. Skratka, ravno to vas želim vprašati. Lastniki kapitala živijo tako dobro, kot še nikoli niso, hkrati pa delavski razred živi tako slabo, kot v tej državi že zelo dolgo ni. Ampak gospodarstvo je zelo na okopih proti tej vladi. Vas bom vprašal takole, kako iz vsega tega doseči neko ravnovesje med socialno državo in uspešnim gospodarstvom? To je vprašanje. Tako da socialno državo sploh zagotovimo, zaradi tega, ker v tem trenutku zagotovljena ni. Sicer pa lastniki kapitala, ne glede na to, kaj vlada dela, katerakoli vlada, neprestano tulijo o tem, da jim je potrebno znižati davke, da je potrebno odstreliti varovalke, ki ščitijo delavca, ki ščitijo okolje in tako naprej. Tako da to, kar zdaj v javnem prostoru spremljamo, ni nobena specifika aktualne vlade. Kapital bo vedno v svojih rokah držal škarje in platno, dokler živimo v kapitalizmu, a hkrati se bo v javnem prostoru pritoževal, kakšna krivica se mu gode. To so ljudje, ki kontrolirajo premoženje v stotinah milijonih evrov, so sami multimilionari. Medtem pa mi v ta glavnih nevicah ne poslušamo o stiskah ljudi na minimalni plači, ker tudi 1000 evrov ni zadosti. Ne poslušajo o stiskah upokojencev. Prav nasprotno. Glejte, sem zadnjih nekaj mesecev se vse, kar se v javnem prostoru pogovarjamo, a je 1000 evrov minimalke preveč. Ne, 1000 evrov minimalke je še vedno premalo. Ampak te glasovi, ki pravijo, da lahko minimalko več dvignemo, so v javnem prostoru praktično utišani. Kako gospod Frangež, doseči to ravnovesje med socialno državo in uspešnim gospodarstvom? Vi ste državni sekretar v tem trenutku. Medtem ko tudi kazalci konkurenčnosti, Slovenija na lestvici globalne konkurenčnosti Švicarskega inštituta za razvoj menedžmenta, IMD, to gotovo poznate, tudi Spirit sodeluje v tem in ekonomska fakulteta. Slovenija je med 69 državami ostala na 46. mestu kot leto poprej, še leta 2022 pa smo bili na 38. mestu. To pomeni, da gre gospodarstvu pravzaprav slabše.
Torej, večji del tega mandata smo dosegali nadpovprečno gospodarsko rast. Res pa je, da je Slovenija dohitela pač vse posledice velikih premikov, ki jih na gospodarskem področju spremljamo, vse od pandemije, močnega postpandemičnega skoka in na drugi strani ukrajinske vojne, ki je spremenila možnosti predvsem energetsko intenzivne industrije. Mi smo tretja najbolj industrializirana država v Evropski uniji z nadpovprečnim deležem energetsko intenzivnih industrij. Zato, mimogrede, podatki o konkurenčnosti se niso poslabšali samo za Slovenijo, pač pa za praktično celotni evropski prostor in so posledica ravno tega, da se je nam zaradi energetskega vzorca močno poslabšala cena. A kaj bi bila vaša prva poteza, da se izboljša trenutno ta odnos? Spet dogovor. Ja, mi mislimo, da je potrebno razbremeniti obdavčitev in obremenitev dela v Sloveniji. To pa je mogoče narediti samo na način, da ustrezno uravnotežimo obdavčitev premoženja. Na zmeren, primerjalno gledano še vedno ugoden način, vendar ne več davčno oazo, kot jo na področju obdavčitve premoženja imamo danes. Govorite o davku na nepremičnine? Da spodbudimo ustvarjanje, morda pa več ne spodbujamo akumulacijo premoženja. Ker res je, 100 najbogatejšim Slovencem se je v tem obdobju, vključno z zadnjimi podatki, premoženje samo povečevalo. Vendar, prosim, nikakor ne nekaj bankam ali nekaj energetskim podjetjem z rekordnimi dobički pripisovati karakter celotnega gospodarstva. Kaj je z davkom na nepremičnine, gospod Frangež? Mislim, da se je potrebno dogovoriti o tem, da ga končno uvedemo, ker je Slovenija nadpovprečno obremenjena pri obdavčitvi dela. Jasno je, da socialnih prispevkov na naše plače ne moremo zniževati, tudi zato, ker s tem vsak od nas plačuje za svojo socialno varnost danes in v prihodnosti, in prav je, da je država uvedla dolgotrajno oskrbo, ker na tem področju do sedaj res nismo bili socialna država. Prav je, da smo šli v času te vlade v zelo progresivn oblikovanje javne stanovanjske politike, ker je tudi na tem področju dejstvo, da do sedaj nismo bili socialni. No, mene zanima davek na nepremičnine. So tu rezerve, recimo peščica ljudi, tu pa se strinjam z vami, ima v Sloveniji ogromno nepremičnin, medtem ko mlade družine, mladi nimajo kam, tako rekoč. Vidite vi tukaj rezervo v višji obdavčitvi tega bogatega sloja? Stanovanjsko krizo imamo zato, ker smo 30 let stanovanje prepuščali trgu. In rad rečem, trg vedno deluje, razen takrat, ko ne. In tukaj je v bistvu se povzročil strukturni problem velike odsotnosti primernih stanovanj, ki jih imamo na trgu. Hkrati smo imeli celo vrsto drugih dejavnikov, recimo oddajanje stanovanj v turistične namene, to smo tudi skušali v tem mandatu rešiti in regulirati, kar je poganjalo cene nepremičnin in posledično najemnine močno v nebo. Kaj je potrebno storiti? V tem kontekstu predlagamo koncept tisočink, celotno vrednost premoženja, ki je javno evidentirana, zajamemo in potem progresivno obdavčimo glede na to, koliko premoženja ima. Če imaš premoženje 250.000 evrov, ne boš plačeval nič več kot danes. Če imaš premoženje nad milijon, verjetno nimaš težav, da plačeš 5.000, to je 5.000 evrov na leto. Gospod Frangež, na kratko pa, da se lahko kam Kordiš, da se premaknemo naprej. So tam rezerve v stanovanjih? Vsekakor so rezerve v lastništvu kapitala. Pri nas je kapital podpovprečno obdavčen, še posebej, praktično neobdavčene so pa nepremičnine. In ves ta presežni kapital se ne zliva v razvoj, v inovativnost, v neko prebojnost našega gospodarstva, zliva se v luksus. Zliva se v nepremičnine. In drugo premoženje velike vrednosti. Tudi vi ste bili pravzaprav v vladni stranki, vi ste član Levice bili do nedavna. Zakaj niste tega spremenili? Jaz sem že 2 leti praktično ne več, jaz sem se postavil na okope in sem želel in zahteval, da se zaveze do državljank in državljanov upošteva, ker sem jih pa zahteval, ker pa sem izpolnjevanje zahtev preveč glasno zahteval, sem bil zaradi tega odstranjen, ker to ni bilo pogodu interesom, ki dejansko krojijo politiko v tej državi. No in multimilionari,
ki imajo v rokah tudi po 50 nepremičnin, so med enimi najmočnejših lobijev v tej državi, zelo blizu povezani z aktualno vlado in so dosegli svoje. Takrat, ko so potegnili pa ljudje, tudi mlade družine, tudi študenti, ki do svojega stanovanja ne morejo, plačujejo pa rekordne najemnine. Kratek izziv, vi ste prej že omenili vojska. ZDA so zahtevali 5% BDP-ja za NATO, za vojaške programe. Gospodarstvo vidi v tem lepo priložnost, mirovniki izsiljevanje, ki se mu ne bi smeli ukloniti. Vi ste prej že nakazali, kakšno je vaše stališče in potem tudi na kratko vi. Ja, dosledno nasprotujemo militarizaciji v vseh njenih oblikah, od tega, da se uvede naborništvo, od nabavljanja orožja in upletanja Slovenije v neke tuje vojne. Nasprotujemo pa tudi militarizacije gospodarstva. To je pa dolgoročno najbolj nevaren fenomen, ki se je začel pospešeno odvijati pod to vlado in ga je potrebno nujno zaustaviti. Zakaj? Gospodarstvo, delovno mesta, ki postanejo odvisna od orožarske industrije, postanejo odvisna od vojne. In cela država postane potem zasvojena s tem, da hodi v vojno na tem ali onem koncu sveta, točno tako, kot se nam dogaja z Združenimi državami Amerike. A mi res želimo, da Slovenija pade v isti cikl, da bojo naša delovno mesto odvisno od tega, da se pobijamo okrog po svetu za neke tuje korporativne gospodarje. Tudi naša socialisti mislimo, da ne. Nekdanja bivša država Jugoslavija je imela močno vojaško in obrambno industrijo. Ne? Tako v Sloveniji, na Hrvaškem in v drugih republikah. Gospod Frankeš, tudi za vas ta izziv, ste že povedali, torej se postavljate tu na stran mirovne pozicije ali na stran industrije. Je treba razvijati vojaško industrijo, ki je tudi na vsezadnje podkrepljena znanjem, ki ga v Sloveniji že bilo kar nekaj. Zdaj, moje srce čuti enako, kot je povedal Miha, gospod tovariš Kordiš. Vendar lepo moram reči, da pa si želim, da smo kot skupnost in kot država in kot Evropa pripravljeni pač na tveganja, ki v svetu obstajajo. Žal ne živimo v idealnem svetu. Jaz sem dolgo verjel, da je mogoče z izrazito mirovniško politiko postavljati alternativo tudi temu, kar smo v zadnjih desetletjih spremljali v svetu. Vidimo pa, da se dogaja nasprotno. Dogaja se degradacija, ignoriranje, uničevanje na pravu temelječega torej mednarodnega reda, kjer nekateri stavijo očitno na to, da bo o pogojih odločala moč. Torej, zanima me, obrambna industrija, razvoj v Sloveniji, da ali ne? Mislim, da je treba biti tukaj zmerno pragmatičen, razvijati svoje sposobnosti, predvsem na tistih področjih, kjer smo lahko tehnološki voditelji. Zakaj? Zato, ker smo del Severnoatlantskega zavezništva, v vsakem primeru bomo del neke prihodnje konfiguracije evropske varnosti in v tem pogledu bo potrebno tudi varnostne sisteme in tudi orožje kupovati. In mislim, da je v tem kontekstu prav, da Slovenija razvija tista področja, ki jih bo lahko v dogovorih med vladami prav tako plasirala na tuje trge in iz tega ustvarjala vsej minimalno gospodarsko korist, ne le stroška. Gospod Kordiš, vaše zadnje poslansko vprašanje vladi iz januarja je bilo v zvezi z nevladnimi organizacijami. Vprašali ste, koliko sredstev so ministrstva nevladnim organizacijam izplačala leta 2025. Leta 2024 ste navedli, je bilo 350 milijonov evrov. Vas je zanimalo, v bistvu, kako je sedaj? Ali teh podatkov ni moč pridobiti, oziroma ste dobili odgovor, oziroma imate kakršnekoli sume, oziroma zakaj vas to zanima? Vsi ti podatki so javni. Zakaj ste potem to vprašali? Skrajna parlamentarna desnica ustvarja iz nevladnega sektorja nekega sovražnika, zaradi tega, ker se na vse kriplje prizadevajo pomesti pod preprogo dejstvo, da tisto, kar nas ogroža, je veliki kapital, ki nas vleče v tretjo svetovno vojno, ki uničuje naše podnebje in ki sesuva naše delovske standarde. In če pogledate te zneske, odhodki za nevladne organizacije, zelo hitro boste ugotovili, da gre 1/3 od tega pravzaprav za socialne storitve, za storitve osebne asistence ljudem, ki asistenco v življenju potrebujejo. Se je znesek povečal ali zmanjšal? Ta znesek zdaj se gradualno zvišuje. Hkrati je pa največja nevladna organizacija z daleč največ družbenega vpliva, ki jo pri nas imamo, Rimokatoliška cerkev. In to popkovino bi morali pa res prerezati. Konec koncev smo tudi po ustavi sekularna država, v praksi pa žal nismo. Ali nevladne organizacije vplivajo v Sloveniji na rezultat volitev?
Kakor sem rekel, Rimokatoliška cerkev prav zagotovo. Kaj pa inštitut 8. marec na drugi strani? Inštitut 8. marec mislim pa, da ima omejen vpliv na to, kakšen bo na koncu volilni rezultat, lahko pa bistveno prispeva k temu, da se ljudje politično sploh aktivirajo in začnejo zanimati za politiko. In vse ostale, te nevladne organizacije, ki jih ima desnica na spisku za odstrel, počnejo pravzaprav enako. To so družbeno koristne organizacije. Gospod Franžek, Ščitijo naše človeške pravice. tudi za vas to vprašanje, ali nevladne organizacije v Sloveniji vplivajo ali želijo vplivati na rezultat volitev? In če vplivajo s tem, v osnovi ni nič narobe, ker smo demokratična družba, v kateri je prav, da ima vsakdo glas. Mislim pa, da je slovenski nevladni sektor v osnovi podrazvit. Je takšen, kot je, predvsem po zaslugi preteklosti, močno razvitega prostovoljstva, še posebej v določenih segmentih družbe, kot so recimo šport, turistično organizirani ljudje po vsej deželi in na drugi strani preventivne ali kurativne aktivnosti, kot so denimo gasilci, varstvo pri naravnih nesrečah. Kaj pa konkretno Rimokatoliška cerkev, ki jo omenja gospod Kordiš, kakšno je tu vaše stališče, in pa inštitut 8. marec? Glejte, torej, mi spoštujemo seveda versko opredeljenje ljudi, sam nisem veren, ne želim napadati tovrstnih institucij, ker verjamem v družbo, kjer lahko sobivajo tudi različnosti. In mislim, da je stopnjevanje nekega sovraštva, še posebej v predvolilnem času, pač nevarno. Mi moramo razumeti, da smo skupnost, da smo družba, da med nami obstajajo velike razlike, vendar je hkrati nuja, da se v pričo velikanskih sprememb, s katerimi se soočamo, od izven in navznoter, moramo organizirati in o nekaterih stvarih dogovoriti. Zato, da pa se dogovoriš, pa je treba generirati prvič kulturo dialoga, o tem, da se pogovarjamo in ne kričimo, in drugič, da se medsebojno spoštujemo. Spoštujemo z zadostno mero strpnosti, ki omogoča to sobivanje, da se vzpostavi prostor zaupanja, ki bo omogočil oblikovanje nujno potrebnih družbenih, socialnih in razvojnih dogovorov, ki jih Slovenija potrebuje. Ali vaša stranka uživa podporo recimo civilno-družbenih organizacij, recimo inštituta 8. marec, ki se je intenzivno vklopil na primeru Loga? Jaz mislim, da ni naloga civilno-družbenih organizacij, da podpirajo politične stranke. Naloga civilno-družbenih organizacij je, da odpirajo pomembna družbena vprašanja in o njih postavljajo stališča in s temi stališči soočajo tudi politiko. V tem pogledu si ne želim njihove izrecne podpore, želim pa si, da opravljajo svoje poslanstvo. In konkretni inštitut 8. marec mislim, da tako v domačem kot v širšem evropskem in globalnem prostoru opravlja izjemno plemenito in koristno. Kaj pa Rimokatoliška cerkev, izražanje podpore oziroma navodil, koga volite? Seveda se mi to v primeru Rimskokatoliške cerkve kot vsake druge verske organizacije zdi manj primerno, če je njihovo poslanstvo zagotavljati pač religiozno oskrbo uteho vsem verujočim. Gospod Kordiš, stranko Levica je za vami zapustil vodja poslanske skupine Matej Tašner Vatovec. Ali je to okrepitev za socialne demokrate? O tem ne se pa izrečejo socialni demokrati sami. Jaz sem tu zato, da predstavljam mi socialiste in naš politični program. O špekulacijah, kako bodo razni prestopi tu vplivali na volilne rezultate, pa ne bi želel izgubljati besed. Bom rekel pač edino, da kot lahko vidimo na primeru praktičnih usmeritev, zelo težko najdemo še razliko med stranko Levico pa med stranko socialnimi demokrati in prav zato je lahko poslanec Tašner Vatovec lahko iz ene stranke v drugo precej gladko. Vi ste celo rekli, da je od amaterjev šel k profesionalcem, če se ne motim. Ja, tako nekako, ne. Medtem ko v praksi, kot rečeno, izvajata te obe stranki približno ene in iste politike, s katerimi se ne strinjam, ker jih vleče bolj in bolj na desno, ne. Ampak vidva sta oba, bi rekel, znana obraza. Vi ste bili nazadnje predsedniški kandidat, Matej Tašner Vatovec je bil vodja poslanske skupine. Zakaj ste recimo pristali na ta prestop, ki ne nazadnje pomeni tudi večjo konkurenčnost vaši poslanski kolegici Meiri Hot na Obali, recimo? Pa sej v politiki nikoli ne gre za posameznika, ne gre za Meiro Hot, gre za skupno uspeh. Gre za to, da ustvariš ustrezno zaupanje, ki ti da politično moč, da dostaviš tisto, kar ljudem jamčiš.
V tem pogledu sem prihoda Mateja Tašnerja Vatovca v socialno demokracijo izključno vesel. Zdaj o tem, kakšni so razlogi za njegov odhod iz Levice, je svoje povedal sam in jaz absolutno spoštujem, da tukaj ne želi prati umazanega perila pred javnostjo in škodovati svojim dotedanjim kolegom, sotovarišem. Moram pa tudi reči, da v osnovi gledam na Levico zelo pozitivno. Sam imam z kolegi iz Levice zelo dobro sodelovanje, morda čutimo, da prihajamo iz neke skupne ideološke podstati. Razumem tudi, da je Levica nastala kot odziv na napake moje stranke in želim, da socialna demokracija v političnih silah, ki so bolj levo od nje, tudi v Mi socialisti in Mi Kordiša, vidi eno ogledalo, opozorila, da seveda izleti v globoko neoliberalno sredino pač za socialno demokracijo niso primerni. Tu se absolutno strinjam. Verjamem pa, nasprotno, da mora socialna demokracija, ki je stranka solidarnosti in razvoja, skrbeti za ustrezno ravnovesje med blaginjo in razvojem na drugi strani, ker smo videli, da je to blaginje, ki dinamično sili družbo navzgor v neprestave izboljšave tako na področju socialnega blagostanja ljudi, naših skupnih oblik socialnih zavarovanj, zato da se vsem v družbi zagotavlja socialna varnost, na drugi strani pa vendarle preko socialne države razvoj vsakega od naših talentov v dinamičnem, ustvarjalnem, inovativnem gospodarstvu. Gospod Frangež, bi si želeli podpore bivšega predsednika vaše stranke Boruta Pahorja, nekdanjega premierja in predsednika, stavil je na francosko-nemški vlak, sedaj pa na ležišča? No, Borut Pahor bo o izbirah v političnem prostoru sodil sam. Se mi pa zdi, da glede na njegovo izražena stališča v tem hipu sodi prej kam drugam kot k nam. Gospod Kordiš, bi si vi želeli podpore gospoda Pahorja? Jaz rad rečem, da kar mi potrebujemo, je prava leva stranka, ki je pa široka leva stranka, ki gradi na podobnosti. To smo socialni demokrati, Miha. Z tradicijo tega, da popapate vse, kar je na levo, enako kot to velja za levico ali pa kot to velja tudi za ameriške demokrate. No, zato smo se socialisti morali oblikovati v svojo politično domovino, mi socialisti smo si pa nadeli ime naše stranke. In dvomim, da bi v naše stranke gospod Borut Pahor, ki tako zelo rad igra na desno, bil pripravljen stopiti oziroma nas podpreti. Torej, po vašem mnenju, ne spi na levem boku? Mislim, da ne spi na levem boku. Mogoče se je v poslu spravil na levem boku, ampak zdaj pada pa že preko desnega roba posla dol. Specialist za spanje. Kaj pa bi si želeli, gospod Kordiš, podpore prvega predsednika Milana Kučana? Te bi bil pa vedno vesel. Milan Kučan je državnik, je razgledan in ve, kaj pove takrat, ko govori. Mislim, da mu je vredno prisluhniti. Gospod Frangež, vas morda to žalosti, da v bistvu Milan Kučan kot nekdanji predsednik Zveze komunistov ne podpira vaše stranke, ki ste na nek način naslednica Zveze komunistov, socialni demokrati. To je bila nekdaj, v bistvu, to je stranka z največjo tradicijo pravzaprav v Sloveniji. In da v bistvu se nekako jasno ne opredeli, socialni demokrati so moja izvorna stranka. Jaz mislim, da je tudi to večkrat povedal, tako da čutimo v tem kontekstu njegovo podporo. Je pa jasno, da je prvi predsednik republike nesporna politična avtoriteta, državnik, ki izraža pomembna stališča. Ni njegova naloga, da se opredeljuje in stavi na posamezne politične stranke. Mislim pa, da je v tej družbi vedno zelo dobrodošlo, da avtoriteta, kot je on, pove, kaj v tej družbi narobe, zato da popravlja skupaj z svojim vplivom na javno mnenje ključne usmeritve našega prihodnega razvoja. In ne pozabimo, Milan Kučan je kot nesporen, torej zgodovinska osebnost, ki je sodeloval v celi vrsti velikih družbenih preobratov na strpen, spoštljiv, dialoški način, v tem pogledu pomemben vzor tudi za spremembe, ki nas čakajo. Smem dodati še nekaj zelo pomembnega. Gospod Kučan je bil eden izmed redkih
prepoznanih politikov v tej družbi, ki je v primeru vojne v Ukrajini stopil pred kamere in zelo nedvoumno dejal: vsaka vojna ima svoje razloge in te razloge je potrebno razumeti, če želimo priti do miru. S tem je zelo jasno povedal, v vojno v Ukrajini je vpleten tudi Zahod, ki drži tu zelo močno vlogo in tudi v svojih rokah karte za mir. Namesto da tja pošilja orožje, namesto da stopnjuje sovražnosti z Rusko federacijo, ne išče poti za politični dogovor, ki lahko pripeljejo do miru. In kot rečeno, gospod Kučan je bil eden izmed redkih, ki je vsej tej natovski vojni hujskaški histeriji, ki se je razpasla po naši politiki in javnemu prostoru, kljub temu upal iti v javnost in rekel, da ima ustaviti konje. Ampak Rusija je vseeno gre cela zadeva predal. Agresor. Zaradi tega sam izjemno spoštovanje do njega. Obenem bi vas vprašal tudi, koliko pa naše gospodarstvo pogreša recimo ruski trg. V Rusiji tam je Krka in so tudi druga slovenska podjetja. Zato je verjetno v interesu Slovenije, da se ta vojna čim prej konča. No, kot veste, zdravila niso bila podvržena sankcijam, tako da slovenska farmacija tukaj se ne sooča, upam, z pretiranimi ovirami. Glejte, idealist v meni seveda si želi drugačne organiziranosti sveta, boljše povezanosti, kulturo, ki bi dejansko razvijala mir, sobivanje, sodelovanje in ne vojaške agresije. Vendarle pa pri teh konfliktih ne smemo pozabiti, da vendarle nekdo je agresor in kot tak krši mednarodno pravo. Soglašam pa s tem, da tudi ti akti imajo svoj vzrok in soglašam s tem, da je treba te vzroke v osnovi odpravljati, ker vojna ni nikoli dobra. Jaz nikoli nisem mislil, da bomo v 21. stoletju ponavljali tako usodno velike napake 20. stoletja in da na pragu 30 let 21. stoletja vse bolj spominjamo, tudi za tendenco po vedno bolj skrajni govorici in skrajnim idejam na desnici na 30. leta 20. stoletja. Gospod Frangeš, katera država je vaš gospodarski in siceršnji družbeni zgled? Eno, prosim, povejte. Po kateri si želite, da bi šla po tej poti Slovenija? Nekoč smo govorili, Slovenija bo druga Švica. Katera država naj bi bila Slovenija po vašem? Mislim, kot vzor si vedno zastavljam skandinavske države. Tudi te v zadnjih volilnih ciklih nimajo več sreče, prej so bile konstantno pod vodstvom socialnih demokratov. Zakaj? Ker so to na eni strani družbe zglednega socialne varnosti, kjer se poskrbi za vsakogar, na drugi strani pa tudi visoko inovativno gospodarstvo. Gospod Kordiš, tudi za vas isto vprašanje, katera država je vaš zgled? Ni ena posamezna država, je pa plejada dobrih praks. Kolega Frangeš je že omenil skandinavske države, ki so nam lahko zagotovo za zgled pri temu, kako se gradi socialna država. Na drugi strani oble pa imamo recimo lahko Ljudsko republiko Kitajsko, ki nam je za zgled, kako se razumno z državno intervencijo postavi razvojno smiselno gospodarstvo, ki lahko cele množice ljudi potegne ven iz revščine. In takih primerov je po svetu polno. Mislim, da se ne smemo preveč fiksirati na en zgled, ker je dobrih primerov, tako kot žal tudi slabih, v vsaki državi polno. Dajmo se učiti od tistih najboljših. No, včasih ste znali pohvaliti Venezuelo, ki pa je seveda verjetno ne bi pohvalili z marionetno vlado. Prav gotovo ne pohvalil, pa tudi na ta način nisem nikoli pohvalil Venezuele, sem pa branil bolivarsko revolucijo, ki se je zoperstavila ameriškemu imperializmu. Tudi to je eden izmed tistih svetlih zgledov, posameznih primerov, pravilnih politik, ki bi morala slediti tudi Slovenija. Mi se moramo postaviti na svoje noge, namesto da gremo v kostam požerjavico za velike zahodne države, ki nam kuhajo vojne, dajmo se v globalu pogovarjati in graditi mostove. Zakaj se ne bi povezovali na vzhod z Ljudsko republiko Kitajsko, tudi konec koncev normalizirali odnose z Rusko federacijo, nasploh z državami globalnega juga, namesto da se bolj in bolj gledamo samo preko puškinih cevi. Jaz mislim, da na tak način naš planet in naša civilizacija ne preživi. Gospod Frangeš, ali podpirate predlog Levice o tako imenovanem podaljšanju praznika, če pride na nedeljo? Priznam, da sem zelo skeptičen z vidika seveda ljudi, njihovega pravice do počitka in prostega časa. Mislim, da je kakovost življenja vendarle naš skupni cilj. Sem seveda tovrstnim premislekom vedno naklonjen. Mislim pa, da jih je potrebno
gledati v konkretnih gospodarskih okoliščinah in zmožnostih. In ker ste sami ugotavljali, da tli nek konflikt med gospodarstvom in če hočete vladajočo koalicijo, bi bil tukaj previden, svetoval, da vse skupaj mora potekati skozi socialni dialog. Mi imamo z socialnim dialogom izrazito pozitivne izkušnje, v tej državi smo ga uveljavljali in postavljali prav socialni demokrati. Ste proti temu predlogu Levice? V dani situaciji mislim, da je o tem mogoče razmišljati na dolgi rok z postopnostjo in o predpostavki, da se o tem doseže soglasje v socialnem. Tudi za vas to vprašanje? Sam podpiram ta predlog, bolj ko ga podpira Levica sama. Ta predlog je prišel v parlamentarno proceduro na zadnji dan zadnje redne seje državnega zbora v tem mandatu in se vidi, da je šel naprej ne za neko iskreno željo, da se ga sprejme, ampak kot nek predvolilni poskus, da se stranka Levica v javnem prostoru še naprej poskuša slikati kot leva stranka, medtem ko 4 leta prej sodeluje pri uničevanju delavskih pravic in pri militarizaciji naše družbe. Ne poglejmo samo škodo, ki jo je za delovne ljudi proizvedla oziroma jo bo proizvedla pokojninska reforma. Medtem ko če damo v oklepaj ves ta kontekst, absolutno ta predlog podpiram, kot sem rekel, bolj ko ga podpira Levica sama. Škoda, ki ni prišel že prej, bi se bil pripravljen boriti za to, da je sprejet. Ljudje si zaslužijo več prostega časa za to, da ga preživijo s svojimi bližnjimi, s familijo. Gospod Kordiš, še to, pogledal sem podatke Parlametra, po podatkih ste malo v parlamentu. Pri glasovanjih po udeležbi ste povsem med zadnjimi. Po podatkih iz 6. februarja ste povsem na dnu vi, gospod Janša in gospod Mahnič, mislim da. Kaj to pomeni? Po podatkih za 10 let prej boste pa ugotovili, da sem bil dosledno najbolj zgovoren poslanec, ki se je najbolj angažiral v parlamentarnih razpravah. Vidite, da ste na 15. mestu s 109 poslanskimi vprašanji. Pa ne samo to. Dosledno sem bil najbolj zgovoren poslanec, nekdo, ki se je najbolj strastno točke dnevnega reda vzel k srcu in se boril za stvari, v katere je verjel. Seveda do trenutka, ko se niso začeli poskuši mojega utišanja in izključevanja iz političnega prostora. Takrat so se potem začele te statistike, ki jih danes navajate. Ne, Parlameter so podatki, ki v bistvu gre za vse poslance, so navedeni. Vem. Te so podatki za zadnje leto ali pa 2. Podatki za 10 let prej so bistveno drugačni. So tudi, recimo pri poslanskih vprašanjih je tokrat vodilna Jelka Godec, prej je bil gospod Trček in tako naprej. Skratka, ti podatki so zabeleženi. Jaz se vama najlepše zahvaljujem za obisk. Hvala, ker ste prišla. Čas nam je potekel. Volivci pa seveda jim želimo dobro izbiro. Jaz pravim na koncu vedno tako, volivci imajo vedno prav, tudi kadar se motijo.